Živijo, Eva. Živja. Hvaležna sem ti, da si se odločila, da danes lahko posnameva tale intervju in da boš delila svojo podjetniško pot. Mogoče je najboljše, da se kar za začetek predstaviš, pa poveš malo več o sebi. Ja, živjo, Anja. Moje ime je Eva, stara sem 28 let in sem v bistvu ustanoviteljica podjetja Denar na dlani. Drugače po izobrazbi sem magistra poslovnih ved, magistrirala sem na Ekonomski fakulteti v Ljubljani, eno leto sem se pa tudi šolala na Queen's University v Kanadi, tako da zdaj pa se ukvarjam pretežno s svojim podjetjem. Polna znanja. Kdaj si začela razmišljati o tvoji samostojni podjetniški poti? Daj malo več povej o tem. Kaj te je tisto, kar te je v bistvu privleklo, da si se odločila za to? Ja, v bistvu jaz iskreno nikoli nisem razmišljala, da bi imela res svoje podjetje. Tudi na faksu, ko smo imeli podjetništvo, nikoli nisem bila tako, ja, to je moja želja, želim si imeti svoje podjetje. Pol pa v bistvu me je sama situacija nekako prstila v to, oziroma na neki točki v življenju, ko sem delala različne službe, sem ugotovila, da nič od tega ni to, kar si jaz v resnici želim delati, in glede to, da se pač ukvarjam s finančnimi svetovanji in da je te kot neodvisnih finančnih svetovalcev v Sloveniji ful malo, oziroma to področje je zelo nerazvito, se mi zdi, sem potem pač rekla, ok, zdaj pa najbolj, da sama pač grem v to in probam pač, če mi bo to zneslo. In v bistvu predvsem je bilo tle tako, da jaz sem si vedno ful želela pač to početi in ni bilo pa onega poklica, ne, da bi se ti lahko nekam opredelil, zdaj ja, jaz si želim, ne vem, delati na banki, ne, to je prav poklica, ne. To, kar pa jaz počnem, da v bistvu samo izobražujem, ne, to pa v bistvu ni nek poklic, ne, in tle sem potem zaradi tega se odločila na neki točki, da pa mogoče sledim svojim sanjam pa delam to, kar si želim. Odlično. In kaj si potem odprla, v bistvu kakšno pravno obliko si odprla? Ja, v bistvu na začetku sem imela popoldanski espe. Takrat sem še v bistvu delala bolj v smeri marketinga, ker pač sem tudi študirala marketing in takrat sem še potem veliko delala v tej smeri. Potem sem pa zdaj v bistvu pred kratkim šla pa na polni espe, kjer pa zdaj delam še več drugih stvari, tudi z marketingom se v bistvu ukvarjam samo še bolj ljubiteljsko, oziroma kakor mi to pač pri mojem delu koristi, tako da ja, zdaj tako. A boš kaj več povedala o tem, kaj v bistvu, s čim se ukvarjaš v podjetju? Ja, v bistvu jaz moje bistvo mojega podjetja je, da v bistvu izobražujem ljudi o financah, predvsem o osebnih financah, pa o vseh področjih, ki so s tem povezana. Tukaj govorimo potem tudi o naložbah, pa o zavarovanjih, pa še o kakšnih drugih takih zadevah. In pripravljam večinoma delavnice, tečaje in pa tudi osebna svetovanja z tega področja. In v bistvu začela sem tako, da sem na Instagramu poučevala malo o teh stvareh, ker sem videla, da veliko ljudi ne zna upravljati s svojim denarjem, da ne poznajo teh life hackov, ki obstajajo v financah. Pa tudi konec koncev glede samih pravnih zadev, ker govorimo o recimo olajšavah za vzdrževane družinske člane, pa recimo same, ne vem, kakšne pravice iz javnih sredstev, kako jih recimo koristiti. In take stvari sem potem videla, da ljudje ne znajo, in zakaj jim pač ne bi jaz pomagala, če pa to znam, pa če se s tem veliko ukvarjam. Pa tudi samo varčevanje in take stvari, tako da pretežno se pač ukvarjam zdaj s tem. Odlično. Zdaj, jaz sem tudi zasledila ta tvoj profil, ki me je velikokrat spodbudil k temu, da sem začela razmišljati, Anja, mogoče pa tole nekaj ne deluje dobro, kar ti delaš trenutno. Na primer, že eno tematiko si imela dobro z Mastercardom, to sem si najbolj zapomnila. Pojdi preveriti, kaj vse plačuješ, katere naročnine imaš, in sem hitro ugotovila, koliko se jih je nabralo in koliko jih takih brezveznih plačujem. Tako da ta tvoj profil na Instagramu je res ena taka poučna zakladnica. Hvala, sem bolj vesela, res. Ja, res je. Zdaj, ko si že rekla tudi sama, kaj v bistvu, s kakšno tematiko se ukvarjaš, me še zanima, kako, na primer iz tvoje finančne perspektive,
kaj predlagaš vsem bodočim podjetnicam? Jaz verjamem, da si še ti to bolj razumna v na podjetniško pot. Kaj bi predlagala še ostalim? Kaj je tista najbolj varna, najbolj varen način? Ja, jaz zdaj tako glede na to, da sem se tudi sama podala na to pot, pa da sem v neki točki veliko razmišljala, kako bi bilo zame najboljše. In v bistvu, ja, podjetništvo ne moramo imeti tega, da je to veliko večje tveganje kot neka redna zaposlitev, kjer v bistvu nikoli ne veš, kako bo. Boš imel prihodke, boš lahko plačal položnice, boš lahko pokril stroške. Zato tukaj je najboljši ultimativni nasvet, da si preden greš v to, ustvariš zelo dobro varnostno rezervo. Jaz tukaj vedno na delavnicah povem, da če si ti samostojni podjetnik, je tukaj varnostna rezerva vsaj 2-krat višja od povprečnega zaposlenega. Tako da jaz ponavadi tle govorim kar o 12-kratniku povprečnih mesečnih odhodkov. In tega sem se tudi sama držala, brez tega ne bi nikoli šla v podjetništvo, ker ne vem, jaz sem itak zelo velik ziharaš, ampak tudi zdaj, ko sem že v temu, se mi zdi, da če bi imela recimo probleme finančne oziroma če bi recimo bile finance tukaj malo ogrožene, recimo, da ne bi imela dosti prihodkov, potem ne bi mogla stvari delati tako, kot jih delam, ker potem si ti pod tem finančnim pritiskom in ne moreš toliko delati to, kar si res želiš. In tukaj se mi zdi, da je to zelo pomembno, da če hočeš delati stvari, ki ponavadi v podjetništvu je tako, da gremo v podjetništvo zato, da delamo to, kar nas veseli, da potem res to lahko delaš, in da si to lahko tudi privoščiš, ker žal podjetništvo brez nekih financ tudi ne bo dolgo zdržalo. Tako. Tudi hitro lahko potem obupaš, zato ker si finančno nestabilen, ne? Ja, vsekakor, to je, jaz mislim, da če imaš, če enkrat, saj v podjetništvu so vedno vzponi in padci, so boljši meseci, so slabši meseci, in tu se moramo, to se je treba zavedati. Jaz recimo sploh, ko sem šla iz te redne zaposlitve, jaz še zdaj imam včasih te težave, ker nisi navajen, da ne veš, a bo ta mesec sploh kaj ali ne bo, na tak način, ker ti si prej v redni službi in si imel plačo vsak mesec zagotovljeno, a si ti bil tam ali nisi bil, konec koncev, če smo pošteni. In zdaj pa situacija zelo drugačna in tukaj sama vidim pri sebi, pa tudi skupaj drugih, da če nimaš ti nekih dobrih finančnih temeljev postavljenih, pa tudi nekih mogoče varovalka, kako boš ti reševal v primeru, da ne vem, pa ne boš imel 3 mesece nič zaslužka ali pa potem zna hitro priti do težav. Tako da nek dober finančni načrt, preden se v to podaš, je po mojem kar osnova. Bi lahko pri tebi v bistvu prišla tudi do tega finančnega načrta, bi lahko tudi s tabo lahko se pogovorila? Jaz v sklopu osebnih svetovanj drugače delam tudi s podjetnicami, tiste, ki to želijo. Načeloma se bolj osredotočam na SP-je oziroma na ta manjša neka podjetja, za večja podjetja še nisem svetovala oziroma trenutno še ne razmišljam, da bi se to razširila, ker imam že tako delam kup enih stvari, in hočem, da so res maksimalno dobra, da so na vseh področjih res, da dobiš to storitev, ki jo moraš. Tako da, ja, sem delala zdaj že z nekaj podjetnicami, tudi recimo postavljanje cen, pa take stvari, kalkulacije, ki so v bistvu zelo ekonomska zadeva in če si ti iz druge stroke, če se ti ukvarjaš z neko drugo dejavnostjo, verjamem, da nimaš teh izkušenj, mogoče tudi ne znaš, ne vem, izračunati točke preloma, pa ne vem, kakšen mora sploh biti tvoj prihodek, pa tudi ena stvar je, ki se podjetnice včasih ne zavedajo, ali pa podjetniki, da če si ti plačuješ minimalne prispevke, bo potem tudi pokojnina minimalna, in tukaj je potem tudi to področje investiranja zelo pomembno, tako da jaz vsakič, ko vidim, da ima nekdo SP, tudi če ne pride zdaj z namenom, da to delava, jaz vedno to upoštevam v svojih nasvetih in izračunih, tako da upozorim na take stvari, ker se mi zdi, da je to res pomembno. Okay. Če se vrnemo na primer zdaj na začetek, kako je bilo, ko si se ti odločila in si rekla, zdaj moram pa jaz pridobivati stranke. Kako si začela s pridobivanjem prvih strank?
Ja, v bistvu, jaz imam to srečo, ne, da sem veliko let delala v marketingu, a ne, in jaz sem v bistvu se tudi šolala v tej smeri in tle je to res sreča, ne, ker sem tako v bistvu imela veliko izkušenj s tem. In tudi recimo spletno prodajo pa s takimi stvarmi. In takrat sem v bistvu videla, da najbližje mi je nekak Instagram, zato ker sem v bistvu tudi sama, ko sem delala v marketingu, v bistvu začela, takrat je, ko sem jaz začela delati, no, v svoji prvi službi, sem veliko delala z influencerji. V bistvu sem bila jaz med po moji prvimi v Sloveniji, ki so to začeli izkoriščati v smislu promocije, a ne. In takrat sem veliko sem imela recimo izkušenj na tem področju in potem sem tudi sama se odločila, da bom probala na tak način nekako približati finance, ker moja želja je bila predvsem delati s tistimi, ki si finančnih svetovanj dragih ne morejo privoščiti. In pa zato tudi moj poslovni model tako še vedno bazira na tem, da je ogromno enih informacij brezplačnih, ker imam še vedno tukaj, pač jaz res delam tu, zato ker si tu želim delati, a ne, ker to je pač moje poslanstvo in še vedno, zato mi je bil Instagram najbližje v bistvu, ker tam lahko daš veliko ene vsebine, veliko enih informacij in tako se mi zdi, da mi je bil nekako najboljši kanal. In tam so se pa potem hitro začeli nabirati ljudje, ki jih to zanima. In tako sem potem, ne vem, recimo pol leta ali pa še malo več, potem imela eno delavnico, tako sem rekla, ok, zdaj bom pa testirala, če bi lahko mogoče kaj prodala, ne, in takrat sem naredila eno tako dvourno, kar dosti v bistvu obsežno delavnico, po v bistvu zelo nizki ceni, no, čisto simbolično, ne, da vidim, če bo kaj zanimanja, če daš enkrat nekaj plačljivo, ne, ker vemo, kako je, pač na družabnih omrežjih vsi radi gledamo, ne, ampak polka moraš ti nekaj plačati, je to čisto drugače. In je bilo takrat ful dober odziv je bil, in potem sem videla, ok, mogoče pa Eva bi to res lahko bila tvoja služba, ne, se takrat še nisem vedela, da bo to dejansko res, ne. Sem rekla, ok, pač lahko grem malo v tej smeri, probam, bom videla, takrat sem bila na porodniški, tako da, ok, ne bom rekla, da sem imela veliko časa, ampak sem pa imela veliko želje, pa pač sem res cele dneve, jaz sem pač, ne vem, ko smo se z Markotom recimo zamenjala doma, sem potem jaz do večera pripravljala tečaje, vsebine, storije in tako naprej. Tako da, ja, tam sem v bistvu začela dobivati nove stranke in tudi tam sem potem videla, v katere česa ljudje ne vejo, kaj ljudi zanima, ne, in tako naprej, da zdaj v bistvu na tak način tudi naprej delam svoje storitve, izdelke in tako. To si ful dobro predstavlja to svojo strast, pa to strast, ki imamo podjetnice, pa vsi podjetniki, ki ste nekaj v bistvu, ker nekaj hočemo delati, pa ker nam je nekaj zanimivo, pa s srcem delamo, res to strast noter vržemo in je dihali, potem se pride do tega uspeha. Tako da ful dobro. Zdaj pa sem še... Jaz mislim, da je pač strast tle glavna, ker pač jaz povem po pravici, jaz sem pač 1 leto delala čisto vse stvari za ston, ne, pa veliko že prej sem v teh stvarih delala, ne, mislim v smislu izobraževanj. In če ne bi te to res veselil, to hitro obupaš, ne. Zato jaz vedno rečem, da če greš v podjetništvo, ne razmišljati, kako boš prišel do zaslužka, ampak pač razmišljati o tem, kaj bi ti rad delal, ne. In to bo veliko boljše za tvoj uspeh. In pol tudi verjetno finance bojo prišle, ne. Točno to. Super. Kako Eva meri svoj uspeh? Zdaj kot finančnica me spet zanima ta tvoj vid, kako meriš uspeh v tvojem podjetju? Ja, to je ful zanimivo, ker bi verjetno pričakovali tako odgovor, ja, da vam jaz to zdaj v številkah, a ne. Ampak v resnici je moj uspeh predvsem ta, da imam pač zadovoljne stranke, da pač vsi, ki pridejo k meni, da so zadovoljni in da v bistvu moj največji uspeh je, ko mi nekdo reče, pač, da je zaradi mene, zaradi mojega profila, mojih, ne vem, svetovanj ali pa mojih delavnic nekaj spremenil, nekaj izboljšal, da, ne vem, je prihranil več denarja, da se je znebil kredita, recimo zadnjič me je ena moja stranka klicala, je rekla, Eva, moram te poklicati, da ti povem, da sem odplačala vse dolgove, pač to je meni nekaj najlepšega, ne, to je tisto, kar se ne more pač meriti v nobenem denarju ali pa, in jaz res tle večinoma mislim, seveda mi je pomembno, da si lahko s tem potem tudi plačam položnice ali pa vsaj pokrijem stroške, ne, pa da mogoče mi še malo ostane,
ampak zdaj glede na to, da je tu moj biznis še dosti na začetku, nimam tistega, da bi bil denar recimo moja motivacija. Moja motivacija je čist druge, pa tudi ta, da v bistvu jaz lahko da lahko nekomu pomagam, pa da na drugi strani tudi jaz sama rastem, v smislu, da sama imam več znanja, več izkušenj iz tega področja in nekako je to. Se mi zdi, da podjetništvo je tako dolgoročno, in tek na dolge proge in to se mi zdi, da je tle najbolj pomembno, da imaš. A mi boš kaj pomagala pri tem oglaševanju? Si se kdaj lotila sama oglaševanja, glede na to, da si pač iz marketinga tudi prihajaš, da bi mogoče predstavila nek tak lahek način, kako nove podjetnice se lahko lotijo nekega oglaševanja ali pa ne vem, samih objav na Instagramu in vse to. Kaj je tisto, ki je pomembno, ko začnejo v bistvu objavljati? Ali pa da na primer pri oglaševanju, kaj je bilo tisto, ki je bilo najbolj easy pristop? Ja, v bistvu, jaz sem se tega zelo organsko lotila, jaz sem pač se odločila na začetku, da jaz ne bom šla v to neke oglase plačljive, pa bom pol tu nekako, ker iskreno, jaz sem že kar veliko let v temu, tudi v social media oglaševanju in bom tako rekla, da če ti nimaš neke dobre osnove, mislim, da z oglasi vse ne moreš, oziroma, če nimaš res veliko kapitala, ne moreš nikamor pridati, In jaz bi tle rekla, da je najlažji način je, da si ti avtentičen in da si v bistvu najprej postaviš dobro svojo zgodbo, kaj boš ti predstavljal. Mogoče tudi, predvsem tudi to, da veš, kdo so tvoje, recimo, potencialne stranke, kaj one želijo, pa tudi kje se nahajajo, Zdaj, v mojem primeru sem jaz ocenila, da je recimo tu Instagram, mogoče v nekem drugem primeru je lahko tu Facebook, lahko sta to tudi izven družabnih omrežij, in da potem okrog tega gradiš. Zdaj, pri meni, jaz v bistvu osebno veliko delam na socialnih omrežjih, ker mi je mogoče ta način nekako blizu, verjamem, da ni to vsakmu blizu, tako da pol nimam glih nekih ful dobrih receptov, ker vse, kar ni tvoje, je potem plačljivo, posledično. Tako da, če štartamo recimo iz nekega socialnega omrežja, bi definitivno tukaj izpostavila, da je pač pomembno, da mogoče od sebe pokažeš, da se vidi, kdo stoji za to blagovno znamko, ker tako se mi zdi, da je veliko lažje potem uspeti ali pa tudi prodati stvari, ker te ljudje poznajo, imajo nek tist boljši občutek, kdo stoji zdaj za tem. In mogoče jaz sem imela težave, mislim, to zdaj mogoče se smešno zdi, ampak jaz sem vedela na začetku, ko sem Instagram odprla, da bo prišel tisti dan, ko se vam jaz mogla začeti snemati. In jaz sem se tega na začetku ful bala, ampak potem sem bila pa tako, zdaj na tehtanci je, ali boš to delala, ali pa tega ne boš delala. In zdaj, ko sem dala to na tehtanco, sem vedela, finančna svetovanja, noben ne bo prišel k tebi, če ne ve, kdo ti si, ker to je vse en taka tema, mogoče, če bi jaz prodajala nek izdelek, bi ga ljudje kupili tudi, če me ne poznajo, ampak gre pa tle za nek servis, se pravi za neko storitev, pa tudi recimo k frizerju ne greš, če ne veš, kdo pač te bo strigel, Tako da tukaj se mi zdi, da je kar pomembno, zdaj, če govoriva o storitvah, da ljudje se mogoče ne bojijo pokazati tudi svojega obraza, pa tudi kaj povedati, čeprav se to zdi ful težko, pa tudi je težko na začetku. Na začetku je tako težko začeti, pa tisto kamero pritisniti, pa začeti snemati, pa ziher se ne 700-krat še popraviš vmes, ampak se to je neka normalen začetek, ki mora vsaka sprejeti, pa čim večkrat, ko bo poskusila, bo tudi lažje. Pa tudi se mi zdaj so ful drugačni časi, tako verjetno podjetniki pred, 20 leti so drugače biznise gradila, čisto drugače. To je to, v bistvu je bilo isto, samo da si hodil recimo, zdaj mogoče v storitvenem, mogoče od vrat do vrat, ali pa kakšne manjša podjetja, verjetno bolj lokalno okolje, se je že samo od sebe dosti razvedala, ampak zdaj pa se mi zdi, da je tako kar veliko na teh družbenih omrežjih in se mi zdi, da je to ena od stvari, ki sicer pa nese s sabo tudi veliko slabih stvari, ampak še vseeno je pa kar tako ena taka nuja. Všeč mi je, kako ti nikoli ne šparaš jezika, vedno poveš svoje mnenje in za njim tudi stojiš. Velikokrat sem se že nasmejala, ko so ti kakšno pikro poslali, pa si tudi rada delila,
In sem si mislila, Eva, bravo, nazaj si odgovorila s tistim svojim pristopom in svojim načinom in odločila, ne, pač to je moje mnenje in tako je in pri nas pač kupujemo mesečno za toliko in toliko budžeta. A veš, se spomniš tega? Ja, se spomnim. Ja, mislim, glih, zdaj ta teden sem imela eno debato z eno drugo influencerko, ki je rekla, da pač ful pas kaj objavlja, ne, ker pol vedno in da je prav žal, da ni ta avtentičnost na koncu ne more biti, ne, ker je res, mislim, slej ka prej se začneš nekako omejevati, pa mogoče ne zato, ker ne bi hotel sprejemati kritik ali pa negativnih komentarjev, ampak zato, ker se ti preprosto s tem potem ne da ukvarjati. In v financah, ki so dosti take delikatne, ne, to sem jaz vedela že preden sem odprla ta profil, da bo to zelo delikatno področje in da bomo velikrat stopili na kaj, ki bi mogoče lahko se izognala, ne, ampak jaz pač sem itak taka, da me to v bistvu veseli, ne vem, pač ne moram, po mojem to pač imaš ali nimaš, ne, in jaz sem vesela vsakega, ki mi tudi, če mi kaj tako pošle, tudi pokomentiram in vedno odgovorim in vse, ni sploh nobene panike. Je pa res, ja, da enostavno potem, ko imaš ti toliko enih stvari, ne, in svetovanja in delavnice in vse, ti nimaš časa odgovarjati stotim v inbox, ne, in pol včasih se res iz tega razloga, čemu kakšni temi malo izognem, ne, ker ne bi hotela kaj povedati, ampak ker enostavno nimam pol časa, pa se mi zdi, da si pa vsak zasluži nek odgovor, ne. In pol sem tle včasih tako malo v dilemi, no. Bi ali ne bi kaj komentirala. Kakorkoli zdaj delaš, to odlično opravljaš, tako da mislim, da lahko tako nadaljuješ. Hvala. Zdaj mi pa povej še glede tvoje konkurence. Koliko si pogledala, kdo je tvoja konkurenca, jim kaj slediš, in kaj si seznanjena s konkurenco? Mislim, jaz sledim po moje, ki so v moji branži ali pa skoraj, mislim, ajde, mogoče ne osebno, ampak kar precej takim, ki mislim, da dobro delajo, no, res sledim, ne. In v bistvu jaz sem vesela res vsake konkurence, no, glih zaradi tega, ker se mi zdi, da sploh v naši branži, ne, zdaj v Ameriki je recimo, se mi zdi, da finance so ful manjši tabu, ne, tam vsi govorijo o tem, vsi imajo svoje finančne svetovalce, vsi se nekako se mi zdi bolj kot v Sloveniji, ne, v Sloveniji je še vedno prepričanje, država bo poskrbela za nas, ne, in večina se tle ustava, ne, noben ne razmišlja, kaj bi pa mi lahko sami naredila, ne. In tako da tle se mi zdi, da smo ful na začetku in zato sem jaz tudi vesela, da so tudi potem, ko sem jaz začela s tem, se je pojavilo še kar nekaj podobnih profilov, recimo, ki take stvari počnejo in ozaveščajo in meni se zdi to super, zato ker je to zagotovo za branžo samo plus, ne. In ta branža pa v Sloveniji rab malo še po moje promocije, ker enostavno je tu še čisto nepoznano, ne. Tako kot so bili recimo fitnesi, jaz to dostikrat rečem, v Sloveniji 20 let nazaj noben hodil v fitnes, ne. Danes imamo fitnes na vsakem vogalu, ne. Tako da to je pač podobno s financami. V bistvu zdajle sem izgubila nit, nekaj sem te hotela vprašati, tole bom brisala ven, čakaj, da se spomnim. Kaj sem te hotela že vprašati? Omenila si, nekaj ful dobrega sem te hotela vprašati in sem čisto v tej fitnesu zdaj padla v glavi. Nekaj vzeti čas pa zapravi spomen. Konkurenca ste govorila. Ja, ampak hotela sem te vprašati, ne zaradi konkurence, ampak zaradi okej. In ko ti potrebuješ pomoč, na primer, ali pa ko ti iščeš neke rešitve, se ozreš tudi na kakšne druge profile, ti prinesejo kakšne odgovore, bi lahko kakšnega delila v teh? Ja, v bistvu mislim, a to misliš zdaj v finančnem smislu ali v... Na primer, ali pa v drugem, saj ja, mislim, jaz iz finančnega področja predvsem sledim veliko tem ameriškim profilom, razni recimo Dave Ramsey, Alex Hormozi, pa tale Minority Mindset. Mi je tudi ful všeč, ne, ker je to v bistvu, tudi on govori dosti o financah, pa v bistvu o tem nekem našem norem svetu, v katerem živimo, no, tako da mi je všeč. Pa potem Ramit, njega tudi sledim rada, pa tudi njegovo tole serijo, ki je imel na Netflixu, sem gledala, tako da
Ja, mislim, itak sem skozi v tem, a ne. Jaz recimo, ko odprem Instagram ali pa TikTok, jaz ne dobim niti enega drugega, razen finančne, pač pride, tako da pač sledim še veliko, je tam več, ki jih zdajle nisem naštela. Si In kar tam polna znanja, ne, bolj sem mislila na ta način, glede samega marketinga, glede objavljanja, glede poslovanja, jaz verjamem, da si toliko polna znanja, da v bistvu tudi ne iščeš kaj preveč drugje, a prav razumem? Ne, ni res, jaz ful veliko znanja iščem tudi druge. Jaz res spremljam tudi, ne vem, kar se tiče marketinga, spremljam te, po mojem skoraj vse te slovenske profile, ki spodbujajo recimo pač o Instagramu, a ne. Zdaj ne bom jih naštevala, ker se bom po moje narobe kakšen profil rekla, ampak pač načeloma tisti, ki so v podjetništvu, verjetno vejo, kateri so ti profili, ki se pač ukvarjajo z recimo Instagram objavami, a ne, recimo Instacoach je eden od teh, recimo, ki se z video editingom bolj ukvarja in še vsi drugi. Tudi tvoj profil mi je zelo poučen in koristen, tako da tudi to je eden od mojih ljubših. Tako da res spremljam pač vse, kar mi pač znese, no, saj konec koncev je danes poplava vsega, ne. In včasih tudi nimamo časa, da vse pogledamo, ampak se pač trudim, ker moraš enostavno, že Instagram sam po sebi, tako kot so se prej pogovarjale, je pač služba, ne. In ti, če hočeš slediti vsem trendom, samo na enem družabnem omrežju imaš lahko za 4 ure na dan dela, ne. Pol so pa še tukaj druga omrežja, ne vem, jaz imam tudi TikTok, pa imam še Facebook, pa potem še s financami, a ne, kjer moraš tudi skozi spremljati trende in je enostavno tega ogromno, ne. In kako je na primer s TikTokom? Si tam bolj nagajiva, navihana, imaš take video posnetke ali deliš kar enako, kakor je na Instagramu? Iskreno, na TikToku bi mogla veliko več delati, kakor v resnici delam. Trenutno imam TikTok bolj kot dodaten kanal, kjer pač delim podobne vsebine kot na Instagramu. Malo mi tam res ta, ne vem, format, ne moram se ga nekako navaditi, mogla bi malo več delati, a ne, seveda pač pravim, družabna omrežja so pač lahko zgodba zase, a ne. In sam jaz računam na to, da pač delam eno področje malo bolj intenzivno, pa potem v drugo področje malo bolj, tako da ne moram vse naenkrat, a ne. To, pa da nisi razpršena povsod, pa vse po malem, a ne? Ja, točno to, ja, saj to je pa po moje moj največji problem. Mislim, da se s tem lahko čisto vse poistovetimo, veš. Ja, verjamem, ja. Eva, ti si mamica, vodiš podjetje, usklajuješ svoj delovnik, usklajuješ svoj dan. Imaš mogoče kakšen nasvet, ki bi lahko povedala še za ostale, ki na primer zdaj trenutno delajo 24 ur na dan kot kure brez glave, če se lahko izrazim, ker pač do tega tudi pride na začetku, se ne znamo ustaviti pa si narediti nek plan. Imaš mogoče ti kakšen nasvet, kako poteka tvoj dan, kako ti mirno greš čez dan, no, da vse urediš? Ja, to izgleda, da grem mirno čez dan. V resnici je pa tako, mislim, če me je materinstvo kaj naučilo, no, me je tega, da enostavno ne planiram, a ne, jaz iz danes na jutri ne moram vedeti, ali mi bo otrok zbolel, pa pač ne bom mogla delati, a ne. To je ena od stvari, ki je po moje največji pritisk, se mi zdi, da daje mamicam, ko smo podjetnice. Tako da sem se zdaj po skoraj 2 letih, odkar imam otroka, tega pač tako navadila, da ne moram planirati si za naslednji dan v resnici skoraj nič, a ne, mislim, zdaj seveda si delam plane, ampak sem pripravljena na scenarij B, vedno sem pripravljena na scenarij B. Načeloma pa pač je pri meni še ta problem, a ne, tudi v bistvu razlog, zakaj sem se s podjetništvom začela ukvarjati, a ne, verjetno če ne bi imela otrok, ne bi še danes začela, ker to me je pa v bistvu vse skupaj prisililo, ne, jaz nimam nobenega suporta strani babic, tudi moj partner dela 100 kilometrov stran, tako da ga v bistvu po 11 ur na dan ni, a ne. In na koncu otrok in jaz je tu potem moja zadolžitev, a ne, torej moram jaz peljati v vrtec, jo iti iskat, a ne, in potrebno, ne? Skuhati kosilo in tako naprej, a ne, tako da mi v bistvu tu moje podjetništvo zdaj trenutno tudi to nekako omogoča, da lahko sploh te stvari pohendlam. Zato sem se tudi odločila, da ne bom, najprej sem imela še neko idejo, da bi jaz mogoče imela redno službo, pa bi to delala za zraven, ampak ob otroku to enostavno nemogoče, ne.
Pri tako majhnem je še nemogoče, res je. Mogoče malo kasneje tudi kaj takega, če te bo slučajno zapeljalo v tako smer. Potem je lahko večji. Ja, saj verjamem, no. Mislim, zdaj je res. Tako da dobrega nasveta, da bi zdaj ga stresla z rokava, pač nimam. Razen to, da probaš res, mislim, jaz iz finančnega vidika gledam, da mene pač na koncu pomerja to, da nisem v stresu zaradi tega, da bi jaz nujno rabila denar, Vem, da to bi mene ful spravljalo stres, Zdaj, če nimaš s tem težav ali pa če nisi tak človek, mogoče te ne bo, ampak slejka prej po mojem prijaš do točke, ki te take stvari pol začnejo, in pri otrocih je pa tako zbolijo, jih ne vem, jaz sem prvi mesec, že za cel mesec mogla izpisati iz vrtca, in to so pa stvari, ki pač enostavno, če nisi na njih malo pripravljen, pa ne moreš biti pripravljen, ampak moraš vedeti, ko se to podaš, da to pač so možni scenariji, Točno to, ja. Jaz mislim, vsaj jaz imam zdaj že starejšega sina, jaz lažje si privoščam drugačen delovnik, nimam težav s tem, da bi on zbolel, pa da ne bi mogel zase poskrbeti, na primer v tistem trenutku. Tako da je potem, ko so otroci malo starejši, je veliko lažje. Je pa tudi bila pri meni, na primer, jaz tudi prvotno sem začela s tem podjetništvom, pa s pogodbami, delom v pogodbi, zato, ker je bil on večkrat bolan in sem bila tudi jaz kot ti prisiljena na pozitiven in na negativen način, da sem poskrbela, da je on prišel do vrtca, da sem bila doma, ker je bil bolan in vse zrihtala. Tako da mi mamice nekako kar prevzamejo malo več vlog, pa malo več stvari, kot moški, se mi zdi. Ja, mi se dostikrat s prijateljicami o tem pogovarjamo. Kaj? Velikokrat se žrtvujemo, če je to lahko neka beseda, ki zraven paše. Ja, mi se dostikrat s prijateljicami to pogovarjamo, da vse smo tako dosti, rečemo, feministične, ali kako naj rečem, si znamo postaviti meje in vse skupaj, ampak ko pa je prišlo do otrok, pa se mi zdi, da vedno pol nekako veliko pade na mamo, tudi če si prej prepričan, da ne bo tako. In tle je ful enega usklajevanja, mislim, mene je v bistvu to ful presenetilo, moram tudi tako povedati. Pač ja, ker dokler nimaš otroka, ne razmišljaš o tem, da kako bo pa pol, ko bo recimo bolan, ali pa daleč od tega, da ne bi recimo partner mogel ali pa hotel, ampak enostavno, ne vem, veliko stvari pade na žensko, tudi ne vem, se je treba za zdravnika dogovarjati, kaj je treba se z vrtcem kaj usklajevati, to pač ne vem, zakaj vedno delamo ženske, ker malo avtomatsko ste fantje tle malo potuhnejo, se mi zdi, ja, in si na koncu tako ti zaostaja, in jaz sem se v bistvu tle, mi da smo imeli tako resne pogovore na eni točki, kaj bova zdaj mi da naredila, pač vedela sva, da nimava varstva in da enostavno ni možnosti, da bi kakorkoli oba imela službo, ker ne bi mogla otroka dejansko peljati v vrtec in ga priti iskati, oziroma tam, ker sem jaz prej delala, bi to bilo zelo težko izvedljivo. In je pač prišlo do te točke, ker enostavno so se mogla usesti in pač so potem jaz rekla, ok, pač potem bom pa jaz pač probala to svojo pot, da bo oba delala nekaj, ker drugače, ja, mislim, grozan je to in jaz razumem pač vse mamice, ki delajo tam po 4 ure, zato ker je to na koncu res otrok ful večje neko časovno breme, kot bi si prej mislil. Tako. Dobro, da si to omenila, ker to je res en tak velik problem, ki se ga nikoli ne dotaknemo. Ja, mislim, jaz velikokrat vidim zdaj zadnje čase nasploh v teh Facebook skupinah vprašanja v smislu, ja, da bi šle delati po 4 ure ali pa pač po 6 ur recimo, tudi ne samo podjetnice, za vse govorim. In jaz to kar dosti razumem, ker enostavno tempo, ki ga mi danes živimo, je prezahtevana, in tukaj je tudi velikokrat, jaz to tudi na svetovanjih, velikokrat potem postavim ljudi pred to dejstvo, da moraš vedno svoj čas in svojo plačo nekako dati na tehtnico, in moraš točno vedeti, zakaj delaš to, kar delaš, ker včasih smo mi vsi tako malo na avtopilotu in si tako, ja, to služba in ta služba je najbolj pomembna in se vozimo po 2 uri na dan in ne vem, in ko mi pač živimo,
pa se niti ne ustavimo, pa ne pogledamo, mogoče bi pa mi lahko vse stvari čist drugače zapeljala, ne, pa bi, ne vem, imeli manj stroškov s benzinom, pa bi imeli, ne vem, na drugi strani več časa, ali pa ne vem, a ne tako, da si stvari celo v življenju na koncu organiziramo, ne, da nam je lažje. Točno to. Tako da Super ja. povedala. Zdaj, a mogoče imaš kakšno tako še zanimivo lekcijo ali pa pomembno lekcijo, ki bi jo dala bodočim podjetnicam? Na kaj morajo biti pozorne? Ja, predvsem bi rekla, da se ne ustrašijo neuspeha in da so pripravljene na to, da podjetništvo ni samo takole, a ne, ravna črta, ampak je daleč od tega in da bojo vzponi in padci. In da pač ja, jaz tudi tako bi rekla, da če ste se odločili za to pot, a ne, da pač samo vztrajate pa delite, a ne. Jaz recimo, jaz sem tak človek, ki je dosti tak trmast, a ne, in to mi v življenju ful pride prav, ker jaz, ko se nekaj zapičam, da bom jaz nekaj dosegla, pač je to nemogoče to, da bi dosegla, ker pač jaz sem odločena, da bo to tako, a ne. In zdaj, če hočeš biti tako suveren pa tako odločen, moraš pa kot prvo res delati to, kar si prepričan, da je dobro, a ne, oziroma da je to dobro zate, za druge. In se mi zdi, da ja, če imaš to dobro postavljen svoje podjetje ali karkoli že počneš, pa samo vztraj, pa probi fajtati naprej. Pa predvsem to bi dala na svet, da ne na tej poti biti tako, ker dostikrat to slišam podjetnike, a ne, pol sploh, ko pridemo do davkov, pa ko pridemo do te, ne vem, do države, a ne, tle pol velikrat so ljudje tako, ja, država mi pobere, ja, ful mi je težko, a ne, tako grejo ta jamranje, a ne, ampak jaz vedno rečem, to vam sam čas pa energijo pač pobera, ki bi jo lahko drugače porabili, pač davki so, kakor so, seveda, fajn je, če jih poznamo, fajn je, če vemo vse cake, če jih znamo optimizirati, jaz se s tem zelo veliko ukvarjam. Ampak jaz svoj čas, namesto da jamram, usmerjam v to, da se ukvarjam s tem, s optimizacijo in s tem, kaj lahko jaz iz tega pač izvlečem, da mi bo čim boljš, ne pa s tem, da bom zdaj ure sedela pa jokala, kako mi je hudo, a ne. In to se mi zdi, da je taka stvar, ki zna zelo koristiti. Je težko, ne bom pač rekla, da tudi mene kdaj ne zanese, da bi malo pojamrala, ampak pol se sam moraš ustaviti in biti tako, lej, tako je, kakor je, ne moram nič narediti, ne moram spremeniti zakonov, lahko pa probam ali zakone obrniti v svoj prid, ali pa probam pač ta čas, ki ga bi drugače porabila za pritoževanje, porabiti, da nekaj naredim, a ne. In tu se mi zdi, da sploh na začetku, ker zna marsikoga to kar malo butati, a ne, vse skupaj, no, papirologija in vse. To si dobro omenila. Vidiš, to je tisto, kar hitro se najdemo, ko smo sami, ko nimamo sogovornika, ko nimamo sodelavca, ko bi včasih, na primer, sodelavcu bi lažje pojamral, pa rekel, pa povedal za svoje skrbi, ko si pa sam pa svojo glavo si, a ne, pa razmišljaš, pa mogoče malo preveč stvari tudi potem razpredaš in prideš do tistih negativnih misli in na koncu, ja, vsi so krivi, samo sam nisi nič kriv, a ne. Tako da to si ful dobro omenila. Mogoče pa še ta del, ponavadi tukaj pri meni se velikokrat name obrnejo podjetnice, ki sploh še niso začele svojo podjetniško pot. In imajo svoj hobi ali pa imajo neko zasnovo, neko idejo in se bojijo tistega pogumnega koraka. In se mi zdi, da tudi ta pogum na začetku, ki se je treba spustiti, a ne, pa odpreti pač krila pa leteti, mislim, da ta del je, ki smo me sprejeli, ki smo se odločili za podjetništvo. Velikokrat in ne znam drugega reči, kot reči, veš kaj, glede na to, da si vse naredila, da imaš vse premišljeno, zberi pogum in naredi nov korak. Kako bi pa ti njim še predlagala, da bi se to odločila, no? Ja, jaz sem kar nekaj knjig v življenju prebrala prav na te teme, a ne, in vedno je potem v vsaki knjigi se mi zdi, da piše samo skoči v vodo, a ne. To je tak nasvet. Ker jaz, če bi čakala, mislim, če bomo čakali na tisti trenutek, da bo nekaj perfekten, a ne, pač ga ne bo, a ne. In nikoli ni vse popolno in jaz sem recimo tudi ful perfekcionističen človek, a ne, in hočem, da je vse najbolj na nivoju, preden bom jaz dala ven, a ne, ampak sem se to tudi malo naučila, da pač včasih ne moreš vse popolno, pa boljš, da daš ven nekaj, kar mogoče ni iz tvojih oči v popolni popolnosti, kakor pa da ne daš nič, a ne, pa potem tudi ljudje nič nimajo od tebe, a ne. In tle je mogoče res ta nasvet, da je treba včasih sam skočiti in če čutiš, da je ne če čutiš, da je pravi trenutek, ampak če čutiš, da lahko nekaj daš svetu, a ne, pol pač sam daj, a ne. To je res tako, mislim, spomnim se, koliko jaz sem
ne morem reči mesece, jaz sem leta čakala, jaz sem imela objave več kot 1 leto naprej pripravljene. Še danes jih nisem vseh objavila, ne, ker niso bile dosti popolne, ampak jaz sem imela več kot recimo 1 leto naprej pripravljene ful veliko objav za na Instagram, pa nisem odprla Instagrama, ne. Ej, koliko dobra ideja, kako da si tudi to omenila. Velikokrat je tudi lažje, na primer, da si pripravimo vsebino naprej. Da v bistvu takrat, ko imamo tiste svoje dni, ko imamo ali veliko dela, ali nimamo idej, imamo nekaj na zalogo. Pa čeprav mislimo, da mogoče glih ni popolna, kakor si ti zdajle omenila, ampak boš pa imela neko zakladnico, ko boš pa jo spremenila, pa bo po tvoje popolna. Ja. A veš, vsaka ima drug videz popolnosti, vsak drugače vidi, tako da moraš mogoče še malo. Tle sem hotela to bolj reči, da v bistvu, pač jaz sem imela 1 leto objave pripravljene, pa ni bil nikoli pravi trenutek, da bi jaz odprla Instagrama, ne, in da bi jaz začela to delati, ne. Ja, in potem je pa prišel en dan, ko sem bila v bistvu sama z otrokom, Elija je bila stara po moje 3 mesece, Marko je bil pa neko službeno pot, ali ne vem kaj, ker je bil tako res najmanj primeren dan, ne, da bom jaz zdaj to odprla. In jaz sem se odločila. Tako dejansko kar en dan je bil, ne, tako res kar en dan, ki v bistvu nisem imela niti viška časa, niti, ampak ne vem, sem rekla, lej, če ne boš zdaj, ne boš nikoli, ne. In pa sem sam začela, ne, ker to hočem povedati, da nikoli ne bo pravi čas in če si tako zdaj v tisti dilemi, nekaj začeti ali to dati ven, ali ne, pač ja, dej, ne, jutri dej ven, ali pa že danes. Bravo, to ne bo pravi trenutek. Ja. Te korake, ta pogum je treba zbrati in iti, no. Ja, res je tako. Zdaj za zaključek tega najinega intervjuja bi te še rada vprašala, kakšna vizija za tvoje podjetje za naprej? Kakšno imaš? Ja, jaz v bistvu, moja vizija je, da sledim svojemu poslanstvu, torej da pač pomagam ljudem na področju financ, da res nekako izboljšujem življenja, no, bom tako rekla, da čim več ljudem pomagam narediti te korake, da bojo imeli boljše življenje, mislim, ker ne moramo mimo tega, da denar pa finance bistveno vplivajo na to, kako mi živimo, ne. In če imamo znanje in nekako znanje, da sprejemamo dobre odločitve, nam je veliko lažje v življenju in moje poslanstvo je predvsem to, da pač pomagam čim večjim, da bo v bistvu, da pripravim še nove vsebine, no, mislim, tle je področje res neomejeno, tako da imam kar veliko še enih stvari, ki jih pripravljam in tudi, predvsem tudi to, no, da se tudi sama izobražujem še in da še sama delam na svojih financah pa na financah drugih, tako da to je nekako moja največja želja in če mi bo to uspelo, bom zelo vesela. Jaz si želim, da uspe in tudi povabim te naše gledalke, najine gledalke, da grejo pogledat tvoj profil, da spoznajo tebe še malo bolj podrobno, ker si res ena taka zakladnica znanja in vem, da jim boš prinesla kar ene par klicajev nad glavo, ko se bojo zamislili, tukaj je pa še treba delati. Ja, hvala, no, sem ful vesela, da ti je tako všeč, kar počnem. In ja, jaz tudi upam, no, da bo še kakšna se nam pridružila, pa mogoče ali na Instagramu, ali na TikToku, ali na Facebooku, ali pa na kakšni delavnici, tečaju, ali pa tudi vabljene na osebna svetovanja, če katera želi, tako da Super, hvala ti. Ja, Eva, se ti zahvaljujem za ta izjemno dragocen in navdihujoč pogovor. Tvoje izkušnje, tako kot sem rekla, in nasveti so neprecenljivi za vse, zame in vse, ki so na začetku svoje podjetniške poti ali pa razmišljajo o tem koraku, vem, da bojo našli tudi pri tebi veliko poučnih informacij. Predno zaključva, bi rada ponovno poudarila, kako pomembno je mreženje in deljenje znanja, kot ga obedve tudi v bistvu izvajava tukaj. Upam, da bodo v bistvu gledalke in poslušalke našle motivacijo in praktične nasvete, ki jih potrebujejo za uspeh na svoji poti in da se bodo odločile, da bojo to pot s pogumom skočile in naredile ta korak, ki si ga že toliko časa želijo. Še enkrat hvala, Eva, za tvoj čas, za iskrenost. Vsem, ki ste naju pa pogledali na intervju do konca, pa se zahvaljujem za pozornost. Ne pozabite, sledite nadaljnjim intervjujem in se pridružite skupnosti, ker bomo rasli skupaj in se učili. Vesela bova vaših komentarjev, pa tudi, če bodo negativni, se bomo vsaj nasmejali, pa še kaj komentirali.
in prosila bi vaju, da tudi delite to objavo. Ne pozabite, da vsak začetek se začne s prvim pogumnim korakom, zato bodite pogumne in dovolite si sanjati velike sanje. Do naslednjič, želim vam veliko uspeha na vaši podjetniški poti in srečno.